preko oceanka. Velika potniška ladja. Elegantni, hipernobel hotel z 10 zvezdicami. No, na srečo tak sploh ne obstaja. Idilična zimska koča, nekje visoko, v do skrajnosti romantičnih, snegom pokritih gorah. Vse, kar potrebuješ, kar na prostem ob morju nekje na Havajih. Recimo. Mala prisrčna gostilnica nekje na podeželju. Trendovsko dizajniran lokalček z dobro hrano nekje v centru Ljubljane ali pa v centru Pariza. Povsod. Ampak res čisto povsod je prostor za dobrega kuharja. On je lahko duša in srce vseh navedenih lokacij, vsake posebej in vseh skupaj. On je lahko prepoznavni simbol vsega dobrega, kar te lokacije, ti ambienti ponujajo gostom vseh narodnosti in vseh veroizpovedi. Možnosti je resnično veliko. Pomemben podatek, ko se človek odloča o poklicu. Jaz sem že kot fant zmer hotel biti kuhar in potem, ko je prišel čas, sem se odločil, končal gostinsko in hotelsko šolo. Kuharski poklic moraš imeti rad. Če ga nimaš, potem delo ne bo teklo tako, kot si predstavljaš. Še ena moja dogodivščina iz moje kuharske poti. Jaz sem bil nekaj časa tudi pri najboljšem kuharju Alain Ducasu v Monte Carlu in ko sva z Ducasom enkrat stala tam v kuhinji, je v kuhinjo stopil neki šejk, katerega nisem poznal, se pozdravi z Ducasom in potem se obrne k meni in Ducas reče: Le grand chef de cuisine de Slovenije, Janez. Razvoj slovenske kulinarike je bil odvisen od mnogih zgodovinskih vplivov. Prebivalstvo v naših krajih je bilo predvsem kmečko, zato je bila prehrana zelo preprosta. Na njeno podobo so vplivali številni tuji vplivi, predvsem nemška federalna gospoda in trgovci, ki so potovali skozi naše prometno zelo zanimive kraje. Tako je bila temeljna jed pri nas predvsem ječmenova ali prosena kaša. Jedlo se je tudi razne stročnice, bob, grah in lečo, ter zelje in repo. Moram sam priznati, da z kuhalnico in tistim kovčkom nožem, ki je obvezna kuharska oprema, ki ga nese s sabo, sem prepotoval praktično cel svet, kuhal za različne cesarje, tudi kralje, predstavljal slovensko kuhinjo, narodno kuhinjo po različnih koncih sveta, ampak vedno smo s kolegi kuharji prišli do zaključka, osnova pri vseh je praktično identična, tiste izpeljanke, dodatki, ki jih pa vsak kuhar posebej doda, to smo pa že rekli na začetku, je pa kreacija, ki pa je neki izziv. Jaz mislim, da tisto, kar sem jaz dal v šolskem sistemu skozi, je obvezna. Prvič, tisto splošno znanje, ki ga pač moraš imeti, tudi nekaj o kulturi, nekaj o zgodovini, kar se potem preliva tudi skozi krožnik, ker le nekaj je, neka obdobja življenjska so v zgodovini, kjer se je pokazalo, kaj so ljudje jedli, zakaj je kakšna jed, bom rekel, narastala, in na drugi strani šola ti da osnovo, to se pravi, da ti tisto, kar moraš imeti, da veš, zakaj je pecilni prašek recimo v nekem pecivu, zakaj je olje, zakaj je kvas in podobno, skratka, da znaš uporabiti osnovne sestavine in potem zadevo nekje kombiniraš. Jaz mislim, da resnično v kuharskem poklicu se brez šole ne da. Chateaubriand. Slastna, omamna hrana. Seveda, če je pravilno postrežena. Pripravljena je bila. Dobro in strokovno. In tudi ob pogledu na našega mojstra natakarja, brbončice od veselja plešejo v ustni votlini. Meso, zelenjava, vse vešče, vse pravilno,
Vse tako, da gost preprosto uživa. Pa dober tek. Hvala Bogu, da smo si ljudje tako različni med seboj. Si predstavljate, kakšen dolg čas bi bil, če bi bili vsi, recimo, blond? In če bi, recimo, vsi opravljali enake poklice. Recimo, da bi bili vsi računalničarji. Kakšen dolg čas, kaj? Tako je tudi natakarski poklic lahko izredno zanimiv, saj ponuja pravo paleto najraznovrstnejših druženj, vsakodnevnih nepredvidenih srečanj, spoznavanje vedno novih ljudi, takšnih in drugačnih. Prav lahko se zgodi, da se nam pred očmi kar na lepem in naenkrat pojavi filmska zvezda ali pa prava pop ikona ali pa recimo jaz, ki sem tudi, bi rekel, neke vrste zvezda. A vi ne mislite tako? Glede na to, da je turizem izredno pomembna gospodarska panoga, ne samo v globalnem svetu, temveč tudi v Sloveniji, je zelo pomembno, da prodajamo kakovostne storitve. In hotel 5 zvezdic še ne pomeni tista izvrstna kakovost, če nima dobrih ljudi in kakovostnega kadra. Zato je izredno pomembno, da se sami odločamo in ne samo šole, temveč tudi tisti mladi, da se odločajo za te poklice. Ker je izredno pomembno, da v hotelu seveda človek, ki prodaja tisto storitev, je tudi na visokem nivoju. Kuharski poklic je verjetno eden najbolj zanimivih in najbolj dinamičnih. Ne rečem, da je enostaven, vsekakor pa ni dolgočasen. Vedno se kaj novega dogaja. Vsak dan je izziv, je zgodba zase. Danes bomo pripravljali to, jutri pa nekaj čisto drugega. Tudi že 100 in 100krat skuhane jedi so lahko dosežek, so lahko izdelek mojstra, ki je čisto navadni kurji obari dal svoj enkraten in skrivnostvo neponovljiv pečat. Ja, kuharija je v bistvu ena sila prefinjena igrarija, znanja in okusov. Kuvert je osnovni pogrinjek na mizah v vseh restavracijah. Sem spada pribor, prtiček in krožnik za kruh. Zraven pa še kozarec za vodo in vino. Pa kruh in maslo, a sem kaj pozabil. Včasih jutro je brez barve, nič se ti ne da, brez razloga slabe volje, sam če piš doma. Kisla faca v ogledalu ni tvoj pravi jaz, zato prisluhni, kaj zdaj pravi tvoj notranji glas. Smej se, zaživi, poglej nas, mi znamo, ne zmigaj se z nami, saj skupaj mi znamo. Ti zmoreš, če hočeš in veš, da mi znamo, v svet nam leži pred nogami, mi znamo. Se naokoli svetu se nasmej, mavrično obzorje tvoje, srečno je brez mej. Smej se, zaživi, poglej nas, mi znamo, ne zmigaj se z nami, saj skupaj mi znamo. Ti zmoreš, če hočeš in veš, da mi znamo, v svet nam leži pred